Pomurska akademija že od samega začetka ob koncu leta sikdar pripravi znanstveno konferenco. To je največji dogodek Pomurske akademije, po drugi strani pa si je v tom času konferenca nesporno pridobila status osrednjega znanstveno-raziskovalnega dogodka pri nas, pa tudi širše. Na toj konferenci članice pa člani predstavimo svoje delo in gnjez začnemo z oddajami, ker smo dali pomenljivi naslov Po sledeh napredka, s katerimi oddajami želimo ta odkritja približati tudi širši zainteresirani javnosti. Vse vkuper smo pripravili 13 oddaj in z njimi želimo po eni strani naše članice pa člane predstaviti tomu okolje, kaj delajo, po drugi strani pa seveda tiste, ki iščejo to znanje, podjetja, druge uporabnike, opozoriti, lejko najdejo domačo pamet, zato, ker smo gvišni, ker ta je lejko pri razvoju Pomurja tudi tista, ki najbolje pomore. Jaz vas vabim k ogledu te in vseh naslednjih oddaj in seveda vam želim veliko užitkov, pa ko se pri vsakši oddaji naučimo bar eno novo stvar. Anton Vratuša se je rodil 21. februarja 1915 na Dolnjih Slavečih. Leta 1941 je diplomiral na oddelku za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani in istega leta tudi doktoriral. Leta 1950 je končal 3. stopnjo študija iz družbenih ved na Visoki politični šoli v Beogradu. Bil je redni profesor na Visoki politični šoli in na Univerzi v Beogradu ter na Univerzi v Ljubljani. Je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter častni doktor Univerze v Ljubljani in Mariboru. Leta 1974 je postal častni občan občine Murska Sobota. V samem začetku sta bila jedro njegovega dela slovenski jezik in literarna zgodovina. Po letu 1945 pa njegovo delovanje zajema zlasti mednarodne odnose, vprašanje narodnih manjšin, človekovih pravic in trajnostnega razvoja ter delo v OZN. Danes je njegovo delovanje v povezavi s Prekmurjem usmerjeno v ukrajinski park Goričko, nadaljevanje ustanove Dr. Šifterjeva fundacija in aktivnosti v okviru Pomurske akademske znanstvene unije. Dr. Anton Vratuša je prvi, s katerim smo začeli oddaje Po sledeh napredka. To je ne naključje, ki gli prvi. Kdo smo Pomursko akademijo delali, te smo seveda ščeli v našem članstvu imeti tudi tiste prave akademike, torej člane Slovenske akademije znanosti in umetnosti. In dr. Anton Vratuša je ob Slovenski akademiji, Pomursko akademijo včasih vzel za svojo, je na začetki, kdaj nam je bilo najžmetnej tudi ključno pripomogo in je eden najbolj aktivnih članov Pomurske akademije, se udeležuje vseh naših prireditev, konferenc in ne samo za voljo svoje nesporne velike moralne avtoritete, nekaj tudi za voljo tistoga, ki pove, kdaj pride, je njegovo predavanje sikdar face-to-face obiskano in face-to-face poslušano. In od njega se lejko kak živo pričanje zgodovine tudi face dosta navčimo za nazaj. Kakor je znanje osnovni pogoj za uspešnejši razvoj, je bistvenega pomena tudi samozavedanje o potrebnosti znanja za razvoj. Pomurje ima priložnosti, ima pridne roke, ima tudi znanje, ki ga je potrebno le implementirati za končni uspeh. To je učinkovit razvoj pomurske regije. Temeljno vprašanje je, kako naj nadaljujemo, da se optimalno približujemo uresničevanju načel trajnostnega razvoja, ki bo pomenil blaginjo posameznika in družbe v celoti. Čim konkretneje se razpravljajo o priložnostih, ki se v našem okolju nakazujejo, tem jasneje se potrjuje resnica, da za uspeh v sonaravnem okolju samo pridne roke in odprte glave niso dovolj. Nujno je znanje. Odločilni dejavniki v zagotavljanju znanja so vsekakor učenec, šola in družina, vendar morajo biti za končni uspeh vključeni vsi družbeni dejavniki. Ugotavlja, da je Pomurska akademsko-znanstvena unija ustanova, ki je pripravljena in sposobna, da v sodelovanju z drugimi družbenimi dejavniki nudi strokovno pomoč,
kot tudi da spodbuja in vodi spremembe v smeri umestitve znanja kot temelj razvoja. Glede na to, da je danes Pomurje zdrsnilo najgloblje, ko se je končno zganila tudi država s sprejetjem zakona o razvojni podpori pomurski regiji, je to prizadevanje vsekakor dobrodošlo. Pomurje ima številne priložnosti vezane na naravne danosti, ima pridne roke, ima tudi znanje, ki ga je potrebno torej le implementirati za končni uspeh. To je učinkovit razvoj Pomurja. Pri tem je potrebno upoštevati tudi načela trajnostnega razvoja. Lahko rečemo, da je končno prišel čas za odpiranje novih delovnih mest, za pridne roke in bistre glave. Pomurski akademik dr. Anton Vratuša nam o pomeni znanja lejko guči na širši način. Lejko nam pove, kaj je znanje pomenilo včasih, da si ga je on, kak mladi pridobival, kakšna vrednota je te bila, kak ga je žmetno bilo v tej dobiti in kak je z znanjem zdaj. Kda dostakrat ocenjujemo, ka bi moglo biti bistveno bolje cenjeno in vrednoteno. In zavolo toga je toliko bolje pomembno, da nas opozori, kak je mladim pomembno znanje približati, kak njim ga je pomembno dati in kak je znanje v bistvu tista edina stvar, na kateri lejko zidamo naš razvoj nadaljnji. In poglednimo si, kak o tom razmišlja pomurski akademik dr. Anton Vratuša. Znanje, pridobivanje znanja, koriščenje znanja, oblikovanje sodobnega človeka in to človeka, kot ga potrebuje današnji svet in kot ga potrebuje ljudstvo, predvsem, ko je v stiski. Nekateri danes pravijo, smo že na dnu, drugi pravijo, tukaj v tej pokrajini še nismo na dnu. Mislim, da ni važno, ali smo že na dnu, ali še nismo na dnu, ampak da že od prvega trenutka, ko se zavemo, da nam je težko, mislimo na to, kako naj se izkopamo. In znanje in mladi rod, znanje je inštrument, katerega je treba dati mlademu rodu v roke. Pridnih rok in bistrih glav Prekmurci imamo. To nam, zdi se mi, vsi priznajo, celo pretiravajo mogoče nekateri. Ampak ravno tako, takrat, ko se srečamo s težavami te vrste, kakršno so zadnje 2 leti, pa vidimo, da samo pridne roke in bistre glave ne pomorejo dovolj. Potrebno je več, potrebno je znanje. Potrebno so ljudje, ki so pripravljeni to znanje koristiti, ne v svoje egoistične cilje samo, za svoj dobrobit. Mislim, da je prav, da za svoj dobrobit, ampak vendarle, da vidijo tudi širše cilje. In zdi se mi, da naša organizacija je sposobna, da zagotavlja tak pristop in da se za uresničevanje takih ciljev poveže z vsemi drugimi družbenimi dejavniki, od znanosti, gospodarstva, storilnosti, vlade do civilne družbe. Mislim, da je dobro izbran trenutek tudi za voljo tega, ker so objektivni pogoji za hitrejši razvoj tudi te naše najmanj razvite pokrajine v Sloveniji ugodnejši, kot so pa bili nekoč. Zakaj? Ugodnejši so za voljo tega, ker Prekmurje ali Pomurje, če hočete, ni več tako zaprto med zaprtimi, v glavnem zaprtimi mejami z močnejšimi sosedi, kot je bilo še do nedavnega. Prekmurje je odprto in ima možnosti, da od periferne pokrajine postane prostor stičišča ljudi, prometa, idej. Dajmo izkoristimo to možnost, ki jo imamo. Drugo, to ni samo ideja, da so objektivni pogoji
za koriščenje lastne pameti, lastnega znanja za svoj in za razvoj celotne Republike Slovenije in okolja, ampak je pravzaprav čas in moment, ko ne delujemo na ledini, ampak že delovni ljudje v Prekmurju so se nekateri oprijeli teh možnosti. Vidimo predvsem v zvezi s prekomejnim, čezmejnim sodelovanjem. Kolikor berem Vestnik, predvsem v Vestniku je precej informacij o tem in meni je zelo drago, da Vestnik to spremlja, kako navadni ljudje se iščejo skupni interes z ene in druge strani. In to so nosilci z naše strani v glavnem Slovenci, z druge strani pa Avstrijci ali pa Madžari. To je prvič v naši zgodovini, ko je to postal predmet prakse navadnih ljudi. Bilo bi prav, da razumniki, predvsem pa država, te stvari podpre. Dalje, samo eden še naveden moment. To je obstoj že nekaterih inštitucij, ki lahko služijo kot neke vrste laboratoriji, nekateri bi rekli inkubatorji razvoja Pomurja. Mislim, v mislih imam predvsem Krajinski park Goričko. Spremljal sem od vsega začetka, ko so tuji strokovnjaki, ker se naši niso lotili tega dela ali pa niso dobili, ne vem. Ampak tuji strokovnjaki ob sodelovanju naših so pripravljali in vodja teh strokovnjakov, Ujc po imenu, je rekel, Prekmurje ima možnosti, da postane srednjeevropska Toskana. Jaz sem si to zapomnil in zelo često se spomnim te ideje in bi zelo rad, da nam ostane domača, da nam ostane v spominu in da nas spodbuja, da res koristimo možnosti, ki jih imamo. Rekel sem, v mladi generaciji, z mlado generacijo je treba začeti. To je pravzaprav osnovna rdeča nit vseh oziroma večine prispevkov, ki so danes pred nami na naši mizi. Zato ne mislim dolgo o tem govoriti, predvsem tudi zavoljo tega, ker so naši časopisi, dnevniki, pa tudi revije, vse bolj polni te problematike. Mnogo dobrega je v teh tudi strokovnih napisih, mnogo je pa takih reči, ki pravzaprav ne peljejo prehitro naprej. Osnovno je, da se izbere ono, kar je osnovno in da se za to človek oprime in lahko izide tudi iz najtežje težave. Šola. Mislim, da ne bom nič novega povedal, če rečem, da so ključni trije dejavniki: učenec, učitelj oziroma šola, starši oziroma družina. To je stara resnica in kolikor bolj bo naš sistem celoten, od otroških vrtičev, osnovne šole pa do podiplomskih študij se držal tega načela in skušal izvajati v praksi poslanstvo takega sistema, tem več bomo imeli odnosno, tem hitreje se bomo približevali optimalnemu cilju, to je znanje narodu, ljudem, vsi, ki so voljni in ki so sposobni, da koristijo znanje. Oni, ki ga imajo, so pa dolžni, da ga delijo z drugimi, ki imajo voljo in ki so pripravljeni izkoristiti vse svoje duhovne možnosti, da jih koristijo. Mislim, da bi bilo dobro, da se danes tudi dogovorimo, kako to, kar bo danes dogovorjeno, izvajati,
kako se organizirati v samem Pazu in po njegovi pobudi v celotni znanstveni in gospodarski in upravni sferi, da koristimo to izhodišče, ki ga daje zakon o pomoči Prekmurju. Mislim, da ne bomo daleč prišli, če bi začeli samo iskati, kaj so slabe njegove strani. Ponovno rečem, poiščimo ono, kar je pozitivno, za kar se je treba oprijeti in kar je treba začeti uresničevati, pa bomo najhitreje napredovali. Verjetno mlajša generacija niti ne ve, da je Prekmurje nekoč že bilo nad slovenskim povprečjem. Bilo bi dobro, da se tega spomnimo in bilo bi dobro, posebno mediji, da obdelujejo to temo, kako so takrat Prekmurci prišli do tega, da so bili nad slovenskim povprečjem. Rudi Čačinovič, starejši se ga boste spomnili, je rad pogovor svoj tudi v Solu s kakšno šalo, pa mi je rekel, ko se je to zgodilo tam sredi 80-ih let, ja, kam pa zdaj delo? Zdaj pa ne bom mogel več prositi za pomoč. Jaz sem jim pravil, ja, enostavno, naše znanje in naše izkušnje podelimo z drugimi, pa bodo tudi drugi šli hitreje, mi pa skupaj z njimi. Člani Pazu so močno vpeti v ohranjanje naravne in kulturne dediščine v Pomurju, zlasti v povezavi s krajinskim parkom Goričko. Sodelujejo tudi v projektu Biomura in Transnational Ecological Networks in Central Europe. S tem se ukvarjajo še naslednji člani Pazu: pomurska akademkinja dr. Boštjana Žajdela, pomurski akademik dr. Janez Ščančar, pomurski akademik dr. Ivan Rihterič in pomurski akademik dr. Andrej Hozjan.